Vsaka varnostna kamera deluje kot tihi pričevalec, ki ga kriminalci pogosto spregledajo. Ti neživi detektivi ujamejo trenutke, ki jih nihče ne bi smel nikoli več videti in ponujajo zrnato vpogled v skrivnosti, ki bi sicer ostale neopažene in nekaznovane. Številka 10. Tina Louisa Greer je bila stara 32 let, mati in prebivalka Gold Coast Enderlanda. Prav ona je postala osrednja oseba najbolj pretresljivega nerešenega primera v Queenslandu doslej. 18. januarja 2012 je Tina odpeljala svojo najstniško hčer Lily na nočitev pri prijateljici, nato pa se vrnila v svoj dom na Beachmont Roadu. Pred kratkim je poskušala končati zelo nasilno razmerje s svojim partnerjem, Lesliejem Grampijem Shermanom, znanim in osovraženim članom motorističnega kluba Think Outlaw. Tistega dne ga je Tina obiskala na njegovi posesti v Clumberju in prav iz tega območja je nato izginila. Tina naslednji dan ni prišla po svojo hčerko s prespanja, kar je bilo zanjo nenavadno. Družina je hitro sprožila alarm, kar je povzročilo obsežno preiskavo, v središču katere je bil Sherman. A hitro je pojasnil, da je Tina 19. januarja odpeljala z njegove posesti. Ta trditev skupaj z odkritjem Tinega zapuščenega avtomobila pri razgledni točki Governor's Chair na Spicer's Gapu ga je razbremenila suma. Območje, kjer so našli njen avto, je bila slepa cesta, ki je peljala mimo Shermanove hiše in mejila na oddaljen narodni park. Kljub obsežnemu iskanju v narodnem parku je Tina ostala pogrešana. Sherman je ostal naveden kot oseba, ki zanima policijo, vendar se ni pojavilo nobeno dokazilo, ki bi ga povezovalo s kaznivim dejanjem. Leta Somi Nevela in Sherman, edini imenovani osumljenec, je bil leta 2018 udeležen v smrtni prometni nesreči. Njegova smrt je otežila prizadevanja, da bi ugotovili, kaj se je zgodilo s Tino ali našli njene posmrtne ostanke. Kasnejše preiskave so omenile domnevni posnetek nadzorne kamere, ki naj bi nakazoval, da je Sherman zalezoval Tino. Prav vključitev dokazov iz nadzornih kamer je privedla do sklepa, da je lahko Tinina fant iz motorističnih krogov nasilno napadel Tino in ji vzel življenje. Preiskava je ugotovila, da je Sherman uspešno skril truplo žrtve in da je morda edini, ki ve, kje je Tina. Danes je še vedno aktivna nagrada v višini $250,000 prek policije Queenslanda, ki spodbuja vsakogar z informacijami o izginotju in morebitnem umoru Tine Greer, da se javi. Zaradi izginotja je bil ustanovljen Tina Greer Project, zagovorniška organizacija posvečena reformi odziva na nasilje v družini. Številka 9. Sean Emma O'Callaghan je bila Britanka, rojena v Swindonu, Wiltshire, Anglija, kjer je preživela večji del svojega življenja. Nažalost pa bi prav njeno rojstno mesto postalo tudi prizorišče njene izginotja in umora. Prepletna rdeča nit se začne v poznih večernih urah 18. marca 2011, ko je 22-letnica zapustila udobje svojega doma za nočni izhod v mesto. Ta ista prepletena rdeča nit se konča 6 dni kasneje z odkritjem njenega trupla. Med tema dvema dogodkoma je bilo storjeno grozljivo kaznivo dejanje, ki je družini in prijateljem vzelo ljubljeno osebo. Sean je bila navdušena, ko je zapustila svoj dom, ki ga je delila s svojim fantom Kevinom Ripom v območju starega mesta v Swindonu. Načrtovala je, da gre v lokalni nočni klub Suzhou, ki je bil le 800 metrov oddaljen od stanovanja. Po večeru zabave se je mlada ženska odpravila nazaj domov in prehodila tistih istih 800 metrov soseski, za katero so menili, da je varna. Ta del poti je bil opremljen z varnostnimi kamerami, ki so posnele posnetke Sean, ko se je odpravila na pot. Posnetki so bili označeni z datumom 9. marca ob 1:52 zjutraj. Pot bi morala trajati približno 10 minut. Pol ure kasneje je Kevin prejel sporočilo od svoje punce, čeprav ni bilo natančno navedeno, kaj je napisal. Do 9:45 tistega jutra se Sean še vedno ni vrnila v stanovanje, zato je Kevin prijavil njeno izginotje policiji, ki je takoj začela preiskavo. Po analizi sporočil, ki jih je Kevin prejel, so preiskovalci ugotovili, da so prišla z območja gozda Savernake, ki je 12 milj oddaljen od njunega doma. Prav ta del je postal središče iskalnih akcij. 20. marca, ko se je začela iskalno-reševalna akcija, je lokalna policija izdala prvo javno prošnjo. Pojasnili so okoliščine nenadnega izginotja in poudarili, da glede na čas, ki je minil med posnetkom varnostne kamere in besedilnim sporočilom, verjamejo, da je pogrešano žensko pobralo vozilo in jo odpeljalo na to območje. 2 dni po začetku iskalnih prizadevanj se je pridružilo 400 prostovoljcev in začele so prihajati donacije, kar je zagotovilo, da je primer ostal odprt in aktiven.
Preiskovalci so medtem analizirali več ur posnetkov nadzornih kamer in opazili zeleni taksi Toyota Avensis, ki je bil v bližini kraja, kjer je Sean izginil. Vozilo so izsledili do 47-letnega taksista Christopherja Halliwella. Ker so menili, da je njegova prisotnost sumljiva, so policisti aretirali prebivalca Swindona, potem ko so ga izsledili v supermarketu Asda. Hkrati so zasegli tudi njegov taksi, ki je kasneje odigral ključno vlogo v preiskavi. Oblasti so verjele, da je Halliwell ugrabil Seana. Primer ugrabitve se je še isti dan spremenil v preiskavo umora, ko so truplo mlade ženske našli v plitvem grobu v Uffingtonu v Oxfordshireu. Mrliški oglednik je menil, da so poškodbe glave morda povzročile njeno smrt, vendar natančna potrditev še ni bila podana. 26. marca 2011 je Christopher Halliwell bil obtožen umora prve stopnje in se je prvič pojavil na sodišču naslednje leto. Izrekel je, da ni kriv za obtožbo, da je vzel življenje Seanu. Kasneje istega leta se je pojavil na kronskem sodišču v Bristolu, tokrat je priznal krivdo. Nato je bil obsojen na dosmrtni zapor, po priznanju krivde pa se je izkazalo, da bi lahko bil storilec povezan tudi z drugimi primeri, vključno z izginotjem Becky Godden Edwards leta 2007. Toda zaradi postopkovnih napak so bila vsa priznanja, ki jih je dal Halliwell, razglašena za nedopustna. Kasneje so več drugih primerov ponovno preučili z vidika možne vpletenosti Halliwella, vključno z izginotjem Sally Ann John in Claudie Lawrence. Tragičen konec Seana O'Callahana in preiskava, ki je sledila, sta organom pregona omogočila nov pogled na določene nerešene primere z možnostjo, da jih končno razrešijo. Tudi svojci so začeli pozivati k zaostritvi zakonov in varnostnih preverjanj voznikov prevozov po naročilu, da bi preprečili, da bi kriminalci dobili dostop do morebitnih žrtev. Številka 8. Aisling Murphy se je rodila julija 1998 kot najmlajša od 3 otrok, imela je starejšega brata in starejšo sestro. Odraščala je blizu kraja Blue Ball, jugozahodno od Tullamoreja. Od leta 2011 do 2017 se je posvečala šolanju, ki je potekal na šoli Sacred Heart. Leta 2021 je diplomirala na Mary Immaculate College in pridobila naziv diplomirane učiteljice za poučevanje na osnovni šoli. Isto leto je začela delati na osnovni šoli v Duru kot nadomestna učiteljica. Kasneje istega leta je dobila redno zaposlitev, kjer je poučevala učence prvega razreda. Pri 22 letih je Aisling imela 23 let, s svojim fantom Ryanom Caseyem sta bila skupaj že 5 let in načrtovala sta poroko. Toda v začetku tistega leta so bili ti načrti nenadoma uničeni, ko je bila mlada obetavna učiteljica smrtno napadena. Bil je 12. januar, okoli 2:30 popoldne. Kot je Aisling končala z delom in se pripravila na odhod domov. Šolske nadzorne kamere so jo ujele na parkirišču ob 14:37, ko se je odpravila proti svoji rdeči Seatu Cordovi. Vstopila je v svoje vozilo in se odpeljala po cesti N52 blizu Velikega kanala. Parkirišče je zapustila peš, oblečena v belo majico, temno-moder suknjič, temno-modre pajkice in rožnato volneno kapo z rjavim cofom. Nosila je tudi pametno uro Fitbit, povezano s svojim pametnim telefonom. Podatki iz teh naprav so razkrili, da se je Aisling odpravila ob kanalu proti mostu Digby okoli 14:51. 4 minute kasneje so jo varnostne kamere ujele, kako hodi v isto smer. In to bi bilo zadnjič, da so jo videli živo. Njeno nadaljne gibanje je bilo mogoče slediti le prek njenih naprav, ki so pokazale, da je prečkala most Digby ob 15:16. Preden se je odpravila nazaj proti parkirišču na cesti Dungeon. Več minut je hodila enakomerno hitro, vse do 15:21, ko je bil na sledilniku Fitbit zabeležen kaotičen premik. Nihanja so nakazovala, da se je zgodilo nekaj nenavadnega, za kar so preiskovalci menili, da je bil nasilen napad. Aislingin sledilnik aktivnosti je ob 15:27 zabeležil upad njenega srčnega utripa, nato pa se je ob 15:31 popolnoma ustavil. In v tem času sta mimo prišla 2 tekača, ki sta opazila gorsko kolo v grmovju in šelestenje v jarku spodaj. Ko sta pogledala pobliže, sta videla moškega, ki je stal nad žensko, to je bila Aisling, in jo napadal z ostrim rezilom. Oba tekača sta stekla po pomoč in uspela poklicati policijsko postajo Tullamore ob 15:34. 2 policista sta prispela 10 minut kasneje, vendar je mlada učiteljica osnovne šole do takrat že umrla zaradi svojih poškodb. Storilec je hitro pobegnil, preden je policija prispela na kraj dogodka. Glede na grozljivo naravo napada, je garda na postaju vzpostavila operativni štab, kjer je bilo več kot 50 policistov dodeljenih preiskavi.
Posnetki varnostnih kamer in pričanja očividcev so bili ključni pri prijetju osebe odgovorne za ta zločin. Nadzorne kamere so posnele moškega v bližini, ki je vozil gorsko kolo Green Falcon Storm. To je bilo isto kolo, ki je bilo zapuščeno na kraju zločina. Ko je pobegnil, so osebo kmalu identificirali kot 31-letnega Josepha Pusko, ki je živel v vasi znani kot Mekla. Ni bil predhodno obsojen za nasilna kazniva dejanja, čeprav je bil naveden kot oseba v središču zanimanja preiskovalcev zaradi 2 drugih napadov na ženske. Kot mladoletnik je bil prav tako pogojno obsojen. Njegovo sojenje se je začelo konec 23. leta, leto po nasilnem umoru, in izrekel je, da ni kriv, vendar sta posnetek varnostne kamere in domnevno priznanje v bolnišnici, kjer so mu oskrbeli praske po obrazu, ki jih je utrpel, ko se je žrtev branila, delovala proti njemu. Novembra istega leta je bil obsojen na dosmrtni zapor. Številka 7. Brezskrbni duh z najbolj ljubečim srcem, čudovitim smehom in iskrivimi očmi. To so bile besede, s katerimi so Zaro Alino opisali njeni najbližji. Zara je pomagala pri preseljevanju beguncev v Združeno kraljestvo. Skrbela je tudi za svojo bolno mamo in babico, vložila je čas in trud, da sta bili dobro oskrbljeni in ljubljeni. Leta 22 je 35-letna pravkar začela delati na kraljevem sodišču, odločena uresničiti svoje največje sanje. Zara je imela celoten načrt: kupiti svoj dom, najti pravega moškega, se ustaliti in imeti nekaj otrok. Prihodnost je bila svetla, a v zgodnih jutranjih urah 26. junija so te načrte pogoltnila tragedija. Bilo je malo po 2:30 zjutraj, ko so Zaro našli, kako se bori za življenje na pločniku, le nekaj metrov stran od njenega doma v Ilfordu, vzhodni London. Njene osebne stvari so bile raztresene po Cranbrook Roadu, ona pa je bila hudo napadena. Našla jo je ženska, ki je hitro obvestila oblasti o dogodku. Medtem ko so čakali na prihod reševalcev, je mimoidoča izvajala oživljanje in tako obdržala Zaro pri življenju do prihoda pomoči. Prepeljali so jo v bolnišnico, kjer so ji nudili nujno oskrbo. Nažalost so bile njene poškodbe prehude in je kasneje tistega jutra umrla. Bilo je jasno, da je bila Zara žrtev smrtonosnega napada in čas je bil ključnega pomena, če so oblasti želele ujeti njenega napadalca. Detektivi so takoj začeli obsežno preiskavo na območju, kjer so jo našli, in pregledali bližnje posnetke nadzornih kamer, da bi izsledili njena zadnja znana gibanja in zadnja znana gibanja njenih napadalcev. Posnetki nadzornih kamer se začnejo ob 2. uri zjutraj, ko je Zara zapustila bar na glavni cesti blizu železniške postaje Ilford. Kamera jo je ujela, ko se je premikala proti parku Valentine's Park na Cranbrook Roadu. 17 minut po začetku hoje in le kratko razdaljo od svojega doma bi Zaro napadel moški. Preiskovalci so ugotovili, da je bil moški na posnetku isti moški, ki je izstopil iz istega bara le nekaj trenutkov po Zari. Izkazalo se je, da je bila ta oseba vržena ven zaradi nadlegovanja osebja. Nadzorne kamere bi ujele njegove nadaljnje premike po odhodu iz bara. Videli so ga, kako se je približeval več ženskam, jih zasledoval in nadlegoval ob Cranbrook Roadu. Ena od teh žensk je bila Zara, ki je nazadnje postala tarča njegovega besa. Preiskovalci so moškega hitro identificirali, predvsem zato, ker je bil pravkar izpuščen iz zapora. Jordan McSweeney je bil izpuščen 9 dni prej, potem ko je bil zaprt zaradi ropa, in pred umorom so bili poskusi, da bi ga vrnili v zapor, s predlogi, da sploh ne bi smel biti izpuščen. Metropolitanska policija je opravila notranji pregled, ki je pokazala, da je bil McSweeney 28krat obsojen za 68 kaznivih dejanj. Bil je v zaporu 9krat, imel je zgodovino nasilja, zlorab in zoper njega izdane prepovedi približevanja. Njegova izpustitev tistega leta je bila pogojena, vključevala je svetovanje in redno javljanje oblastem. 4 dni pred umorom Zare so izrazili zaskrbljenost, ker se McSweeney ni udeležil 2 od teh srečanj. Po identifikaciji osumljenca je bil aretiran, 18. novembra tistega leta pa se je prek video povezave pojavil na sodišču Old Bailey, kjer je priznal krivdo in se izrekel za krivega, zaradi česar je bil obsojen na dosmrtni zapor. Številka 6, Elaine O'Hare, se je rodila v Dublinu leta 1976, kjer je obiskovala srednjo šolo St. Joseph of Cloney. Po poročanju naj bi bila med šolanjem žrtev ustrahovanja, kar je v njenih najstniških letih povzročilo težave z duševnim zdravjem. In zaradi tega so jo pogosto pošiljali na psihiatrično oskrbo, kjer so jo zdravili zaradi depresije in mejne osebnostne motnje. Elaine je imela tudi več fizičnih zdravstvenih težav, vključno z astmo in sladkorno boleznijo.
Leta 2005 se je odselila iz družinskega doma v Killiniju in se preselila v stanovanje v Blackrocku, preden si je lahko privoščila stanovanjsko enoto v Stepasidu. Do takrat je premagala veliko svojih težav in njena prihodnost je bila videti obetavna. Začela je delati kot pomočnica v otroškem varstvu in občasno opravljala delo za krajši delovni čas v Blackrocku. Hkrati je obiskovala večerne tečaje in upala, da bo postala Montessori učiteljica. Ta obetavni razvoj pa bi se leta 2012 sesul, ko je Elaine izginila iz svojega doma. Napačno so verjeli, da je izginila med prostovoljnim delom na regati visokih ladij, vendar so njena torba, denarnica, mobilni telefon in varnostni posnetki nakazovali drugače. Varnostni posnetki so pokazali, da je Irka, stara 36 let, zapustila svoj dom z drugim mobilnim telefonom 22. avgusta tistega leta. To bi bilo predzadnjič, ko so jo videli. Tekač v parku Schengena v Dunlearyju jo je opazil, ko se je odpravila proti pokopališču, kjer je bila pokopana njena mati. Mimoidoči so slišali glasne krike ženske, ki so prihajali z pokopališča, vendar ni bilo mogoče potrditi, ali je bila ta oseba Elaine ali ne, čeprav so njeno vozilo kmalu po njenem izginotju našli v bližini. Glede na zgodovino težav z duševnim zdravjem in okoliščine dogodka, so verjeli, da je izginila po lastni volji. Primer je nato obstal, nato pa zgodba preskoči na 10. september 2023. Tistega dne sta dva ribiča opazila torbo, ki je ležala na dnu rezervoarja Vartry, blizu grofije Wicklow. Vzela sta jo ven in v njej odkrila oblačila, lisice, zamašek za usta ter komplet vezi za roke in noge. Predala sta predmete na postajo Garda, kar je spodbudilo nadaljnjo preiskavo območja. Med iskanjem so našli lisice, ključe, usnjeno masko, nabrušen rezilo, obesek za ključe in inhalator. Na obesku za ključe je bila kartica zvestobe trgovine Dunnes, za katero so kmalu ugotovili, da pripada Elaine O'Hara. Tudi jezero so preiskali in odkrili dva telefona Nokia, baterije za telefon, očala z dioptrijo in nahrbtnik. Očala so se ujemala z zapisi, ki jih je imela Elaine v evidenci v poslovalnici Specsavers. Medtem je trenerka psov že mesece sprehajala svoje pse na istem območju, ko je avgusta eden od psov občasno izginil in se vrnil s kostmi. 13. septembra, 3 dni potem, ko so našli vrečo s predmeti, je isti pes prinesel še eno kost, tokrat skupaj z oblačili. Trenerka je stopila v stik z lastnikom zemljišča, saj jo je skrbelo, da bi ti ostanki lahko bili človeški. Nato so izvedli nadaljnje iskanje, pri katerem so našli še več delcev, za katere so kmalu potrdili, da gre za človeške ostanke. S pomočjo zobozdravstvenih kartotek so jih zanesljivo identificirali kot ostanke Elaine. Bilo je jasno, da je bila žrtev umora. Preiskava, ki je sledila, je razkrila spletno razmerje med pogrešano žensko in profilom z imenom Architect 72. Arhitekt je bil Graham Dwyer, za katerega je policija ugotovila, da je imel z Elaine razmerje, ki je vključevalo nasilna dejanja z obeh strani. Njuno razmerje je začelo ugašati okoli leta 2010, vendar se je ponovno obudilo naslednje leto, ko je Dwyer stopil v stik z Elaine prek predplačniških telefonov, ki sta se izkazala za tista dva telefona Nokia. S pomočjo dokazov iz teh dveh naprav ter Elaininega prenosnika je policija uspela pridobiti nalog za preiskavo Dwyerjevega doma, kjer so našli še več dokazov, ki so ga povezovali s kaznivim dejanjem. To, skupaj s posnetki varnostnih kamer, ki so pokazali, da je osumljenec 9-krat obiskal žrtev v njenem stanovanju, je bilo dovolj za aretacijo. Po 11 let dolgi seriji sojenj, pritožb in nedopustnih dokazov je bil spoznan za krivega, da je odvzel življenje Elaine O'Hara in obsojen na dosmrtni zapor. Številka 5. Študentka zadnjega letnika Samantha Lee Josephson se je rodila v Princetonu v New Jerseyju in odraščala v Robbinsvillu. Obiskovala je Univerzo Južne Karoline, kjer je študirala politologijo in načrtovala zaključek študija do leta 2019. Pridobila je štipendijo za pravno fakulteto Univerze Drexel, prav tako pa tudi delno štipendijo za Rutgers. Imela je ambicije ukvarjati se z mednarodnim pravom, bila je članica sestrstva Alpha Gamma Delta, študirala je tudi v tujini, v Barceloni ter obiskala Madrid in Pariz. Bilo je 29. marca 2019, ko je 21-letnica poskušala zapustiti okrožje Five Points v središču Kolumbiji, potem ko je tam preživela večer s prijatelji, in bilo je okoli 2. ure zjutraj, ko je odšla iz bara Bird Dog, potem ko je naročila vožnjo prek Uberja. Posnetki nadzornih kamer iz bara so ujeli trenutek, ko se je črni Chevrolet Impala pripeljal do Samanthe ob 2:09 tistega jutra. In vstopila je, kot bi vsak, ko pride njihov Uber, le da to ni bil njen Uber.
Samantha je zamenjala Chevrolet za svoj prevoz domov in ko je enkrat vstopila v to vozilo, ni mogla več izstopiti. Voznik je aktiviral otroške ključavnice, kar je pomenilo, da so se vrata lahko odprla le od zunaj in Samantha je bila ujeta. Naslednji dan so njene sostanovalke, zaskrbljene za njeno varnost, prijavile njeno izginotje. Kmalu zatem so na polju v kraju Novi Sion našli truplo, za katerega so potrdili, da gre za truplo pogrešane ženske. Nadaljnja obdukcija je razkrila več poškodb z ostrim predmetom na telesu žrtve. Utrpela je približno 120 ran. Dokazi so kazali, da se je Samantha poskušala braniti pred napadom, saj je bil eden od udarcev na njeni glavi. Utrpela je rane na lobani in možgani, prebita je bila karotidna arterija, poleg tega pa je imela še več raztrganin na ramenih, vratu, trupu, hrbtu, pljučih, nogi in stopadih. Z uporabo posnetkov nadzornih kamer ugrabitve so preiskovalci uspeli izslediti lastnika avtomobila. Nathaniel Rowland je bil aretiran, pri pregledu njegovega vozila pa so našli tekoče belilo, robčke, čistilo za okna, Samanthin mobilni telefon in veliko dokazov, ki so bili tam puščeni. V Rowlandovi rezidenci so odkrili čistilna sredstva in 2 orožji z rezilom, na katerih so našli še več DNK žrtve. Vzorce izpod Rowlandovih nohtov so prav tako povezali s Samantho. Napadalec je bil nato obtožen ugrabitve in umora, ter mu je bila zavrnjena varščina. Njegovo sojenje se je začelo julija 2021, med katerim je tožilstvo na pričanje poklicalo 31 prič. Obramba ni poklicala nobenih prič, Rowland pa ni pričal. In teden dni kasneje, po enournem posvetovanju, ga je porota spoznala za krivega in obsodila na dosmrtni zapor. Številka 4. Švedska novinarka in samostojna novinarka za več medijev, Kim Wall, se je rodila in odraščala v okrožju Skane. Leta 2013 je prejela nagrado za prihodnost novinarstva, leta 2016 pa digitalno nagrado Hansel Mead. Prejela je tudi številne štipendije za različne medije, vključno s Pulitzerjevim centrom za poročanje o krizah in projektom Ground Truth. Leta 2017 je dogovorila intervju z danskim podjetnikom Petrom Madsenom in bila navdušena, da se bo ukrcala na njegovo mini podmornico UC-3 Nautilus. 10. avgusta 2017 je bil posnet ta nadzorni posnetek Kim, ki stoji v stolpu podmornice, potem ko se je ukrcala na njo v zalivu Køge na Danskem. Prav ta slika in družba Madsena sta zaznamovali zadnjič, ko so novinarko videli živo. Kimina sodelavka Oldstaub jo je prijavila kot pogrešano, potem ko Nautilus ni pristal v Københavnu. Kmalu zatem so Madsena rešili iz vode, Nautilus pa so naslednje jutro našli potopljenega. In 1920, avgusta je kolesar naletel na človeški trup, ki ga je naplavilo na obalo. Obdukcija je pokazala, da je bila žrtev izpostavljena več napadom z ostrim rezilom. Oktobra so odkrili 2 plastični vrečki z dodatnimi ostanki, vključno z okončinami in glavo Kim Wall. Madsen je bil aretiran kot osumljenec za njeno izginotje in je trdil, da je novinarko odložil na kopno. Po odkritju ostankov pa je priznal, da je njene ostanke po nesreči na krovu odvrgel v morje. Nadaljnja preiskava je na osumljenčevem računalniku odkrila videoposnetke, na katerih so bile ženske brutalizirane, nekateri pa naj bi prikazovali tudi domnevno obglavljenje. Naslednje leto je bil Madsen obtožen umora in neprimernega ravnanja s truplom. Tožilci so ga obtožili, da je mučil Kim, preden je vzel življenje, in do aprila je bil napadalec spoznan za krivega vseh obtožb ter obsojen na dosmrtni zapor. Številka 3. Annie Lee je bila mlada diplomatka na univerzi Yale v New Havenu, Connecticut, leta 2009. 24-letnica je bila doktorska študentka na oddelku za farmakologijo te univerze. Takrat je bila zaročena, njena poroka pa je bila le nekaj dni stran, ko je skrivnostno izginila. 8. septembra je Annie zapustila svoje stanovanje in se odpravila proti Sterling Hall of Medicine. Kasneje tistega jutra je zapustila dvorano in odšla v raziskovalno stavbo kampusa, ki se nahaja na ulici Amistad 10. Svojo torbico, mobilni telefon in denar je pustila v svoji pisarni v Sterlingovi dvorani in vstopila v raziskovalni laboratorij malo po 10. uri zjutraj, kot je razvidno iz posnetkov varnostnih kamer stavbe. Vendar te kamere niso zabeležile, da bi pogrešana ženska zapustila stavbo. Ob 21. uri istega večera je ena od njenih 5 sostanovalk postala zaskrbljena za njeno varnost, poklicala policijo in jo prijavila kot pogrešano. Preiskovalci so takoj zaprli celotno stavbo po ogledu varnostnih posnetkov, kjer so ugotovili, da Annie ni zapustila stavbe.
Preiskali so kampus, stavbe, vsako sobo in celo odlagališče v Hartfordu, kjer se sežiga odpadke Univerze Yale. V iskanje so bili vključeni FBI, policijska uprava New Havena in državna policija. Iskanje se je nadaljevalo več dni, vse do 13. septembra, dneva Anijine poroke. Bila je nedelja, ko so oblasti našle in izvlekle truplo žrtve iz kabelskega jaška v steni, ki se je nahajal v kleti laboratorija. Njena z rdečim obarvana oblačila so bila najdena v stropu iste stavbe. Primer pogrešane osebe se je razvil v preiskavo umora. Ker je celoten kampus za dostop do prostorov uporabljal izključno identifikacijske kartice Yale, so organi pregona zaključili, da bi bilo za neznanca pretežko vstopiti v ta laboratorij. Zato so začeli svojo preiskavo usmerjati na zaposlene na Yaleu in druge študente. 4 dni kasneje je policija aretirala 24-letnega laboratorijskega tehnika po imenu Raymond Clark, ki je na dan, ko je Annie izginila, delal v isti stavbi. Vzorec DNK ga je na koncu povezal z umorom. Clark je bil pridržan v zaporu z najvišjo stopnjo varnosti, z varščino v višini $3 milijonov, medtem ko je čakal na zaslišanje na višjem sodišču. Sojenje se je začelo januarja 2010, Clark pa se je izrekel za nedolžnega. Opravljenih je bilo še več obravnav, pri čemer je osumljenec vztrajal pri svoji nedolžnosti. Marca 2011 pa je priznal krivdo za umor v zameno za 44-letno kazen. Številka 2. Maria Marta Garcia Belsunce je bila 50-letna sociologinja, ki je delala v fundaciji posvečeni pogrešanim otrokom. Bila je poročena z istim moškim, Carlosom, 31 let, kar se je končalo 27. oktobra 2002. Tistega popoldneva je Carlos vstopil v njun dom v Carmel County Clubu, ki se nahaja v premožnem predelu Buenos Airesa, in tam našel svojo ljubljeno ženo nezavestno v njuni kadi. Carlos je bil pri svojem svakom in gledal nogometno tekmo, medtem ko je Maria odšla na teniški dvoboj. Ko jo je našel v kadi, kot da bi si udarila glavo, je poklical reševalno vozilo. Reševalno vozilo je prispelo na kraj dogodka, vendar so ugotovili, da je Maria dejansko umrla in ni bila le v nezavesti. Poročilo mrliškega oglednika je pokazalo, da je doživela netravmatski srčni zastoj. Družina se je s tem strinjala, njeno telo so jim izročili in Maria je bila pokopana skoraj 24 ur po smrti. Toda policija nikoli ni prišla v hišo, da bi opravila preiskavo, prav tako jih nihče ni poklical. Menili so, da je Maria doživela nič drugega kot nenavadno nesrečo, vendar pa se s to razlago niso strinjali vsi. Nekateri družinski člani so menili, da bi morali opraviti temeljitejšo preiskavo in so vztrajali, da je morda nekdo vlomil v hišo in jo napadel. Sestavili so možno teorijo, po kateri je bil njen teniški dvoboj predčasno odpovedan zaradi dežja. Njen prezgoden prihod domov pa je presenetil roparje, ki so jo nato napadli in utišali. Marijin pobrat je vztrajal, da policija nadaljuje preiskavo. Prav zaradi tega vztrajanja so ugotovili, da so bile v ženski glavi vsaj 3 luknje. Luknje, ki niso bile skladne z udarjanjem glave ob pipo ali vodovodno armaturo. Marijine posmrtne ostanke so mesec dni kasneje odstranili iz groba, sodni izvedenci pa so v njeni glavi odkrili 5 kovinskih delcev in sled, ki je kazala na prisotnost še 6. Domačo nesrečo so zdaj preiskovali kot umor. Preiskovalci so sprva kot morebitnega osumljenca ali osebo, ki je zanimala preiskovalce, obravnavali moža Carlosa. Pravzaprav so ga aretirali, sodili in obsodili za zločin, preden so ga oprostili s pomočjo domačih nadzornih kamer. Kamere so posnele, kako se je Carlos tistega popoldneva vrnil domov šele potem, ko je Maria že umrla, kar je potrdilo, da ni bil vpleten v umor. Ugotovljeno je bilo, da je bilo orožje uporabljeno pri zločinu, revolver kalibra 0.32. Preiskovalci so imeli le posredne dokaze in premalo, da bi rešili primer. Šele leta 2018 so končno ujeli napadalca in to zahvaljujoč skupnostnemu sistemu videonadzora. Kamere v zaprtem območju so tistega popoldneva ujele moškega po imenu Nicholas Pacello, ki se je odpeljal iz prostorov kluba. In ko so to odkrili, je bil že v zaporu, kjer je prestajal kazen zaradi vlomov. Priče, nepotrjeni alibiji, posnetki varnostnih kamer in pričanja oseb iz njegovega kroga so preiskovalcem omogočili, da so Pacella obsodili za umor. Ugotovili so, da ima dolgo zgodovino ropanja svojih premožnih sosedov in to je poskušal storiti tudi na dan zločina. Toda tako kot so napovedali njeni bližnji, se je Maria vrnila domov prej. Številka 1. Liberty Squire, ki jo večina pozna kot Libby, se je rodila leta 1998 in je odraščala v West Wickhamview, Buckinghamshire.
Do leta 2019 je bila vpisana na univerzo v Hullu, kjer je študirala filozofijo. Bilo je 31. januarja tistega leta, ko je angleška študentka odšla ven s prijatelji, nato pa izginila v večerni medli. Odločili so se, da grejo v Kingston upon Hull, ki leži v grofiji East Riding of Yorkshire. Ob 11:20 zvečer je skupina zapustila območje in se odpravila v Welly, priljubljeni nočni klub v središču Hulla. Čeprav so vsi njeni prijatelji pili, naj bi bila Libby najbolj opita. Tako zelo, da ji osebje v Wellyju ni dovolilo vstopa. Prijatelji so poklicali taksi in Libby so odpeljali nazaj domov na Wellesley Avenue. Toda študentka ni vstopila v svoje stanovanje, temveč je nadaljevala pot po cesti, kot je razvidno iz njenega zadnjega znanega posnetka varnostne kamere. Varnostne kamere so bile tihi pričevalec Libbyjinih gibanj in so opazovale, kako je prišla na Beverly Road. 10 minut kasneje so jo našli, kako je jokala na ulici pol milje stran. Mimoidoči so ji skušali pomagati, vendar je bila nerazumljiva in po poročanju tudi agresivna. Kmalu zatem je izginila, sledila pa je največja iskalna akcija pogrešane osebe v zgodovini policije Humberside. Več kot 100 policistov in osebja je iskalo dokaze, specializirane ekipe pa so preiskovale bližnja vodna območja reke Hill, Beverly in Barnstaple Drain. Med temi prizadevanji so preiskovalci pregledovali posnetke nadzornih kamer in opazili srebrno astro v bližini zadnje znane lokacije Libby. Astra je bila kmalu povezana s 24-letnim mesarjem Povelo Ičem, ki je bil aretiran zaradi suma ugrabitve pogrešane ženske. V okviru preiskave so ugotovili, da ima niz obtožb povezani z voajerstvom, javno nespodobnostjo in kaznivimi dejanji vloma. Vohunil je za ženskami na tem območju in je storil več kaznivih dejanj nad njimi. Medtem ko je bil v zaporu, so našli truplo Libby Squire, ki jo je 2 meseca po njenem izginotju našel ribič v estuariju reke Humber. Čeprav zaradi stopnje razkroja preiskovalci niso mogli ugotoviti vzroka njene smrti, so vseeno vložili obtožnico proti Reloviču za ta zločin. Po 6 dneh skrbnega razmisleka je porota osumljenca spoznala za krivega napada na Libby in odvzema njenega življenja. Naslednji dan je bil obsojen na zaporno kazen, sodnik pa ga je označil za zelo nevarnega posameznika. Najlepša hvala, da ste gledali. Če vam je bil ta video všeč, pritisnite gumb všeč mi je. Ne pozabite se naročiti in klikniti na zvonček za obvestila, da boste na tekočem z vsemi našimi prihodnjimi objavami. Moje ime je Top 5 Unknowns in se vidimo v naslednjem videu.